Lep pozdrav, Peter spet z vami in danes se nahajam na čudoviti razgledni gori, hribu Grmada, na stranišču polja. Sicer Grmada je tiste vrh tamle, ki ga zdaj gledamo, tukaj 100 metrov stran. Nisem pa tukaj zaradi Grmade, čeprav sem v njej tudi že pisal vzpon na Grmado, ampak sem zaradi bunkerjev na Rapalski meji in bomo obiskali. Zdaj sem v neposredni bližini vhoda v enega izmed bunkerjev tukaj in evo, bom pokazal. In gremo noter pogledati. Evo, vhod v bunker je sicer malo ni ravno najlažje, malo je treba splezati, ni pa tudi ne vem kako težak. V tem bunkerju sem sicer že enkrat bil, nisem šel čez celega, ker sem imel samo telefon s sabo in tista svetilka ni glih najboljša. Danes sem pa rekel, da pridem s pravo opremo in da si pogledamo to čudo. Pa veliko. Sobice. Tukaj je bila verjetno včasih lestev gor, pa izhod. To je prav presenetljivo velika zadeva. Škoda, da so delali malo premehen, prenizek strop, da se mi da sproščeno hoditi. Smo prišli do izhoda, smo pa našli drug vhod, lepši. Vhod v bunker je tudi v bistvu tik ob cesti in gremo nazaj noter pogledati še stale rove. Lahko pa seveda tudi tle vstopite noter. Evo, tukaj smo prej prišli, gremo pa še tole pogledati, kaj so imeli. Tukaj pa malo vode. Tu v bistvu pa cel bunker smo videli, zdaj gremo samo še do zoom pogledati, kaj pa kako. Jaz sem spet na površju. Evo. Cerkniško jezero. Gremo pogledati še tele strelske line. Še ena lina. In pa cel
mogoče še noter prišel, ampak... Aha, zdaj se gre noter. Sicer skozi te linije, ne vem, kaj ste videli. Aha, tukaj je, takole spodaj smo bili prej. Luknja. Tukaj se bo malo več videli. No, zdaj smo pa na Grmadi nad Planinskim poljem in tudi tukaj sta baje dva bunkerja ali pa je en sam malo večji, oziroma še večji. Da vidimo. Pešo. Pa ne če bi gledal. No, jaz sem po tej lesti vse dol zlezel. Pa gremo zdaj, upam, da je tudi izhod kje drugje, da nam še enkrat. Čeprav zgleda dosti stabilna, ampak nikoli ne veš, je že malo več kot 100 let stara. Tudi ta bunker je narejen zelo podobno, oziroma praktično enako kot vsi bunkerji, ki sem jih zdaj videl. Lepa. Velika dvoranca. Bomo še v drugega stopnišča, da bo verjetno tudi do strelske linije pripeljal. Tudi tle prijemo do strelske linije. Pa še en shod možno v sili. Evo, gremo pa zdaj še tale hodnik, ki najbolj piha skozi. Ja, za tale bunker mi je povedal en gospod iz Planine, da so se kot otroci, da so se tle precej igrali, oziroma da so bili kar precej tle noter in da so zadeve zelo velike. In vidite, da je temu res tako. Tale pa mislim, da zna ven pripeljati. Prav zanimivo bi bilo vedeti, kaj vse so imeli tle noter. Kje so tle kopalnice, kje je bilo za spat, koliko jih je zebal, oziroma koliko jih bi zebal noter. Ja, pa da vidimo, kje smo še vam prišli. Takole. Mogoče še tlele pred bunkerjem najboljši prostor, da naredim en kratek povzetek. Oba bunkerja tlele v bližini Grmade, en je prav na Grmadi, en pa tamle en hrib stran, sta precej velika, ta na Grmadi je mogoče še malo večji. Če imate radi te stvari, vam priporočam k ogledu. Drugače so pa betonski zidi in malo se lahko načudimo, kaj vse so delali med obema vojnama in kaj dela strah in propaganda proti strahu, oziroma propaganda, ki naredi strah, kam to vse pripelje lahko. Tako da, imejte lep dan še naprej, pa se vidimo ob naslednjem vzponu.